Danes v Pomurskem dnevniku. Pouk ponovno v šolah. Pozeba prizadela predvsem sadjarje. Pomoč gostinstvu in turizmu. Prometna nesreča. Vreme. Jutri bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vlada Republike Slovenije se je na včerajšnji dopisni seji odločila, da se v ponedeljek 12. aprila otroci vrnejo v vrtce, učenke in učenci ter dijakinje in dijaki pa v šole. Vračanje v vrtce ter osnovne in srednje šole bo naslednji teden potekalo na način izvedbe in organizacije pouka kot pred zaprtjem. To pomeni, da se vsi učenci vrnejo v osnovne šole, dijaki pa v srednje šole po modelu C. Kot družba imamo skupno zavezo in prednostno nalogo storiti vse, kar je v naši moči, da izobraževanje ostane v šolah, kamor tudi sodi. Vrtci in šole zgledno skrbijo za varno okolje in tako mora ostati tudi dalje. Ukrepi in priporočila Ministrstva pristojnega za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje so nam poznani in jih z razumevanjem spoštujmo še naprej. Maske so v šolah povsod obvezne za učenke in učence od 6. do 9. razreda, za zaposlene ter za dijakinje in dijake. Otroci od 1. do vključno 5. razreda pa maske nosijo v skupnih prostorih ter pri gibanju po šoli. Za vse učence in dijake nošnja mask ni več obvezna pri pouku športne vzgoje. Poleg dveh ukrepov obveznega tedenskega testiranja zaposlenih in cepljenja predlagajo osnovnim in srednjim šolam dodatno varovalko, ki lahko pomembno prispeva k ohranitvi varnega šolskega okolja. To je možnost prostovoljnega samotestiranja učencev in dijakov. Na ministrstvu ocenjujemo, da je ta ukrep v boju proti virusu v tem obdobju dobrodošel, dobronameren in ga prosim, razumite zgolj in samo na takšen način. Ne pozabimo, virus kroži in ne izbira. Zato tudi na takšen način lahko poskrbimo za dodatno varnost in zdravje drug drugega. Šolam bomo v prihodnjih dneh posredovali informativni film, da se boste lahko starši, učenci in dijaki podrobneje seznanili s postopkom prostovoljnega testiranja. Projekt bo že jutri in pa potem v naslednjih dneh, naslednji teden podrobno predstavljen ravnateljem in ravnateljicam srednjih šol jutri in potem naslednji teden osnovnih šol. Spoštujmo ukrepe in skupaj prispevajmo k izboljšanju epidemiološke slike, da se bodo lahko odprle še druge dejavnosti. Naša življenja pa končno počasi vrnila v stare tirnice. S tem ukrepom želijo zagotoviti nadaljevanje izobraževanja v šolah vsaj do konca šolskega leta. Glejte, bistveno je, da res vsi skupaj in vsak posebej naredimo čim več za to, da lahko zagotovimo, da bodo šolski prostori ostali varni prostori in zato, da se bo lahko izobraževanje v njih tudi sedaj v fizični obliki do konca šolskega leta nadaljevalo in pa izvajalo. S tem namenom in samo s tem namenom pravzaprav iščemo načine, iščemo ukrepe, ki bi lahko k temu samo še dodatno pomagali. In jaz verjamem, da tisti dijaki in pa tudi tisti učenci pa njihovi starši, ki se bodo odločili za ta res prostovoljni ukrep, da ga bodo lahko ravno s tem namenom potem tudi nekako uporabljali. Točni datum začetka prostovoljnega samotestiranja pa še ni znan. Sedaj je tisto, kar je ključno, da res prenesemo vse potrebne informacije tako do šol kot seveda tudi do staršev in pa do otrok. Tako da po vsem tem bomo lahko tudi natančno ocenili tisti prvi datum, kdaj bomo začeli. Seveda si želimo vsi skupaj čim hitreje, vendar pa pod pogojem, da bomo res imeli vsi skupaj celovite in pa zadostne informacije. Po prvih odzivih, ki smo jih dobili strani šol, to smo jih tudi zaprosili, da pridobijo strani otrok in njihovih staršev informacije o pripravljenosti za samotestiranje, prostovoljno samotestiranje, je ocena v osnovnih šolah okoli 20%, v srednjih šolah pa
mislim, da med 18 in 19%. Tudi dijaški domovi bodo sicer zopet odprli svoja vrata že to nedeljo, ko bo začel veljati sprejeti odlok. Nizke temperature po prazničnem vikendu so povzročale preglavice sadjarjem in vinogradnikom. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije zdaj pozorno spremlja stanje, zbira podatke s terena ter pripravlja rešitve, ki bi lahko pomagale prizadetim v pozebi. Točni podatki o škodi bodo sicer znani šele kasneje, predvidoma čez nekaj tednov, ko bo tudi obseg škode bolj viden. Informacije s terena kažejo, da so bili poškodovani predvsem sadovnjaki, najbolj prizadete pa naj bi bile prav najboljše sadjarske lege. Vinogradi so po prvih informacijah utrpeli škodo v manjšem obsegu, škoda pa naj bi bila tudi v čebelarstvu. Škoda zaradi pozebe je naravna nesreča, za katero je od leta 2006 naprej mogoče pridobiti pomoč v obliki sofinanciranja zavarovalne premije. Zato se zanjo v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč uradna ocena škode ne izdela. Zakon namreč določa, da sredstev ni mogoče pridobiti ali dodeliti za odpravo posledic neugodnih vremenskih razmer v kmetijski proizvodnji, če je bila za odpravo teh posledic omogočena pridobitev državne pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalne premije, kar je tudi razlog, da se škoda ne oceni. Ob tem Ministrstvo za kmetijstvo znova opozarja na nujnost prilagajanja na podnebne spremembe. Večjo pozornost bo treba usmeriti na tehnološke rešitve v sadjarstvu, v agrotehnične ukrepe, zavarovanja, protitočne mreže, namakalne sisteme in oroševanje ter vzpostavitev tako imenovanega vzajemnega sklada. Javna agencija Spirit Slovenija je včeraj objavila drugi javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za prvi val epidemije COVID-19 od 12. marca do 31. maja 2020. Na voljo je 36,2 milijona evrov, ki so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Pomoč bo obsegala od 900 evrov do največ 9.999 evrov. Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma. Na agenciji se zavedajo, da so bila v epidemiji najbolj ogrožena podjetja v gostinski in turistični panogi, saj zaradi zunanjih okoliščin in ukrepov proti širjenju bolezni niso mogla opravljati dejavnosti, določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji pa so kljub vsemu nastajali. Upravičeni obratovalni stroški se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša za prvi sklop 16,5% celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, za drugi pa 12,04% od celotnih prihodkov v letu 2019, vendar najmanj 900 evrov in do največ 9.999 evrov na prijavitelja. Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki ali zadruge z področja gostinstva in turizma. Prijave bodo preko spletne aplikacije možne do ponedeljka do 23. aprila do 18. ure, vloga pa se v celoti izpolni digitalno. Prvi poziv za pomoč gostinstvu in turizmu je agencija sicer objavila že novembra lani. Voznik avtomobila je včeraj zvečer v naselju Gomilica v občini Turnišče zaradi neprilagojene hitrosti trčil v pešca. Včeraj okrog 10 je voznik osebnega avtomobila na regionalni cesti pred naseljem Gomilica zaradi neprilagojene hitrosti trčil v 47-letnega pešca, ki je hodil v isti smeri in ob sebi potiskal kolo. Pešec je bil oblečen v črna oblačila in je hodil po sredini desnega smernega vozišča. Pri trčenju je pešec utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju nesreče umrl. Prva nedelja po veliki noči je znana kot bela nedelja, ker so po stari cerkveni navadi tisti, ki so bili krščeni na velikonočno vigilijo, na ta dan odložili bele oblačila. Hkrati pa se je 8 dni po veliki noči vstali Jezus znova srečal s svojimi učenci. Tudi to nedeljo bomo na televiziji Ideja poskrbeli za pester verski program. Že ob 10. boste namreč lahko spremljali prenos evangeličanskega bogoslužja iz Gornjih Petrovec v živo s ponovitvijo ob 15. Ob 11. sledi še prenos svete maše iz župnije Turnišče, ponovitev pa je na sporedu ob 16.
Bodite v družbi televizije Ideja tudi to nedeljo. Vreme. Jutri bo jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 9 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 10 stopinj, v Radencih 11, v Murski Soboti in Lendavi pa prav tako 11 stopinj Celzija. Jutri bo v severni in vzhodni Sloveniji po večini sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. V hribovitih krajih na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, pihal pa bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 4 stopinje, dnevne pa okoli 17 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo na vzhodu spremenljivo oblačno in po večini suho vreme. Drugod bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, največ dežja bo v Posočju, še bo pihal jugozahodnik. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 3 do 8 stopinj, dnevne pa od 17 do 21 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.